Če se najprej malo pošalim na račun imena tega zelo priljubljenega Renaulta. Captur je ujel že več kot 2 milijona voznikov od leta 2013. To pa je lep uspeh, ne? In še bolj zanimivo. Takrat, ko je prišel na trg pred 11 leti, je imel samo 2 konkurenta, danes jih ima pa že 33. Kako neverjetno priljubljen je postal ta segment v samo enem desetletju. Seveda je izjemno popularen tudi pri nas. Vedno je bil med top 3 po prodaji, večinoma pa kar lepo udobno na vrhu v svojem segmentu, zato upravičeno veliko pričakujejo tudi od novega. Oziroma prenovljenega. V resnici gre za obsežno prenovo druge generacije, na kateri še vedno sloni, ne? Drugače pa glavna inženirka za razvoj rekla, da bi mu lahko namesto druge faze, kot to imenujejo pri Renaultu, rekli kar nova generacija, ker je toliko novosti. Mi bomo najprej opazili novo podobo sprednjega dela z novim logotom, ful več so se igrali z diamanti na maski, ki je značilna samo za Captur, tudi zadaj imajo luči diamanten izgled in nov je difuzor, pa seveda 19-palčna kolesa, ki so značilna za ta privlačni paket Esprit Alpine, ki je za Captur tudi nov in zna biti zelo popularen, ker naredi avto v celoti ful privlačen. Multimedijski sistem pa po novem poganja Google z Android Automotive 12, tako da se bo večina voznikov, ki uporabljajo takšne telefone, zelo hitro znašla. Seveda ima tudi Apple CarPlay. Zadeva pa ima tudi asistente in več kot 50 aplikacij na voljo. Takšen sistem je v Capturju sploh prvič v B-segmentu. Poleg tega pa je za zahtevne na voljo še ozvočenje Harman Kardon z 9 zvočniki in 410 W moči, tako da bo vožnja vsaj znotri še bolj glasna. Še bolj pa bo večini verjetno pomembno, da je ostal praktično uporaben v kabini s pomično zadnjo klopjo, evo za 16 cm gre naprej, nazaj, če rabite več prostora takole za prtljago ali pa takole za potnike. Ko je klop čist naprej, takole je prtljažnik lahko 616 litrski, kar je zelo praktično in veliko za tak avto. Pa 25 litrov je še odlagalnih mest v kabini tam odspred, skratka dovolj. Sicer pa 6 barv in 3 barve strehe, toliko si boste lahko izmišljevali, pa 3 nivoje opreme in 4 motorji, tako da kombinacij bo kar nekaj. Ampak Renault seveda stavi na takšnega s hibridnim pogonom E-Tech Hybrid, ki ima 4-valjni bencinski 1,6 litrski motor, 2 elektromotorja in sistemsko moč 105 kW, to je 145 konjev. Gremo se peljati. Po prvi vožnji me potem vedno na teh mednarodnih premierah sprašujejo, kakšen se mi zdi njihov avto. Seveda pričakujejo pozitivne kritike in tokrat se jim je ful fino zdel, ker sem pohvalil, da se po mojem občutku bolje pelje kot prej, da se bolj počutiš z avtom kot eno in da je občutek na volanu boljši. No, potem sem pa itak izvedel, da je dobil nove blažilnike in drugačne nastavitve serva za bolj dinamično vožnjo. Sem očitno dobro opazil oziroma začutil. Pa zdi se mi tudi, da je motor hibridnega sklopa zdaj malenkost tišji, predvsem pri vožnji v mestu, kjer ni toliko tistega nadležnega oglašanja, ko se recimo čist počasi premikaš, motor pa se zavrti z visokimi vrtljaji, ker pač mora malo napolniti baterijo. Vsega pa seveda še vedno sliš, sploh na kakšni vožnji v klansko občasno postane kar precej glasen, ampak zaradi zasnove pogona ne gre drugače. Je pa tudi kar učinkovit. Najprej je bila poraba na daljši vožnji po avtocesti in podeželju 5,1, potem pa je na koncu po skoraj 200 km padla na 4,9 litra na 100 km. To je kar v redu dosežek, čeprav je bila vožnja večinoma zelo umirjena. Se tukaj v Madridu in okolici niti ni dal kaj preveč hitro voziti, ker je toliko prometa ali pa so omejitve res stroge. Šele tukaj na podeželju sem si ga lahko malo privoščil. Renault pravi, da je prihranek pri gorivu s hibridom do 40%, kar se sliši zelo velik, ampak je v mestih res, ker se tam večino časa dejansko lahko voziš na elektriko. Baterija je pod prtljažnikom in ima 1,2 kWh in je raven dovolj velika za speljevanje na elektriko in shranjevanje energije ob zaviranju. Ampak takšen pogon E-Tech Hybrid smo že preizkusili pri starem, kdor ne mara hibrida, bo seveda lahko izbral tudi klasični turbobencinski 1.0 TCE 67 kW, to je z 91 konji, ali pa 1,3 litrski 4-valjnik s 103 ali 116 kW, to je 140 ali pa 160 konji. Velik napredek v primerjavi s starim so asistenčni sistemi, nekateri od njih so seveda obvezni, recimo tole nadležno piskanje za opozarjanje na omejitve hitrosti, ampak so Francozi lepo dali samo en gumbek, s katerim lahko sami nastavite in izklopite tisto, kar vam gre na jetra. Super rešitev! Pri Capturju me niti malo ne skrbi, da ne bo popularen, samo še dobro ceno mora imeti in nova uspešnica je tukaj. Kakšna bo cena? Ja, verjetno malenkost višja od starega, ampak je še prezgodaj reči, ker bo uradno pri nas septembra, da polovi svoje kupce. Še dobro, da sem prišel nazaj, ker sem špegle pozabil. Lej štorkle tam gor.